Lep pozdrav. Jana je, preden ste naju videli, rekla, tako začni od začetka. Zopet začenjamo še eno srečanje, ki ga bo vodila Jana z svojimi vprašanji, odpirala bo teme, ne samo zato, da bi sam razmišljal, ampak ko nekdo zastavi vprašanje, nam vsem, ki se družimo, vzbudi misel, razmišljanje. In je zelo pomembno, da ob takšnih dogodkih vsi vključimo svoje uvide, odpremo svoje uvide. In ko se potem srečamo, da ne razmišljamo o resnicah, ampak o svojih spoznavnih resničnostih. Ker če govorimo o resnicah, recimo, da bi jaz zdaj pripovedoval resnice, potem se lahko vi z mano samo skregate, če mislite drugače. Če pa jaz govorim o spoznavnih resničnostih, me prav zanima, kakšna je na vprašanje, ki ga bo zastavila Jana, vaša spoznavna resničnost. Je pogovarjanje, ki vodi v napetost, v konflikt. To je vedno, če govorim, jaz imam resnico. Če pa govorimo, jaz imam svoje spoznanje, svojo spoznavno resničnost, je pa to koncept dialoga, dopolnjevanja, osvetljevanja. Je to koncept, ki omogoča, da misel raste v medsebojnem osvetljevanju na višji nivo. In v času, v katerega vstopamo, ena od manipulacij, v katero smo pretkano ujeti, je to, da moramo imeti resnico. Ne, mi imamo spoznavno resničnost. Ne? Eden izmed razlogov, da prihajajo ljudje v konflikte, celo v vojna stanja, pa ne mislim samo vojne, ko se dogajajo v državah, med državami, ampak vojna stanja v družinah, med družinami, med sosedje, ker nastopam v imenu resnice. Ne, spoznavna resničnost. In naši predniki so znali potem sesti v krog in drugemu prisluhniti v njihovemu spoznanju. In potem so vsa ta spoznanja strnili v interesu uvida tega, kar je pa za skupno dobro. Ne? Tako da, ne vem, zakaj sem začel s tem, ampak zdi se mi aktualno. Ne? Ena od aktualnih stvari, ki je v prihodnje tudi v tem, da se bomo osvobodili manipulacije z resnico. Mi se resnici bližamo, ne? Da pa se lahko bližamo k temu, kar je resnično najboljše za skupno dobro, moramo pa pripovedati svoje spoznavne resničnosti v višjem interesu, ki pa je samo v sodelovanju. In tema današnjega srečanja se ponuja kar sama po sebi. September je, novo šolsko leto, novi začetki in tudi nove priložnosti, da se vsi učimo. Ne samo tisti, ki grejo formalno v šolo, ampak tudi vsi ostali. In ravno to dialoga, pogovarjanja, a ni to včasih tista najtežja šola, o čemer nas pa v šoli praktično ne učijo? Ja, ali pa zelo malo? Mislim, da celo vi, ne, to Univerza za tretje življenjsko obdobje lahko odpre ta koncept, oziroma si kar mislim, da imate odprt ta koncept. Ne. Verjetno ne prihaja tisti, ki vodi srečanje z mislijo, jaz imam pa dokončno resnico. Ampak on ima določena vedenja, je specialist na določenem področju in ko on odpre določeno temo, verjamem, da se oglašajo udeleženci, ki na svoj način to temo osvetljujejo oziroma temo dograjujejo. Ne? In tu ste nekoliko lažjem položaju, kot so morda učitelji v šolah, ker učitelj ima predpisan program in še vedno smo v tistem konceptu, ne, to je resnica, zdaj pa ti ponovi in boš nagrajen z odlično recimo oceno, če boš čim bolj natančno ponovil. Ne. Tudi to je koncept manipulacije, ki onemogoča oziroma ki duši kreativno razmišljanje. Ne. To sva že govorila, kako je bilo v mračnem srednjem veku izobraževanje. Ne? Tomaš Akvinski piše, zdi se, potem pa proti temu govorijo sledeča dejstva in odpira dejansko možnost osebnega razmisleka. Ne? Če je le mogoče in določeni predmeti dopuščajo to možnost, je seveda dopadljivo oziroma je koristno, če se izobraževanje odpira v koncept kreativnosti oziroma sodelovanja. Recimo pri slovenščini prebereš pesem določenega pesnika in je potem seveda zanimivo slišati
kaj pa je določena pesem v otrocih oziroma tisti, ki so jo brali, prebudila. In potem vsak pripoveduje svoje, bi rekel, izhaja svoje doživljajske resničnosti, svoje spoznavne resničnosti in osvetljuje. In priješ v tak koncept sodelovanja, dopolnjevanja, osvetljevanja. Ne? In ta koncept bi bilo potrebno vaditi v procesu izobraževanja. Ne? Ker potem, če je nekdo dejansko voden samo, jaz imam resnico, ti ponovi, pade v usodni model, ki ga bo verjetno kot dediščino nadaljeval. Ne? Recimo, da je nek šef, ne, bo nastopil z stališča avtoritete, tako bo, vi samo to izvršujete, ne bo pa slišal tistih glasov, ki bi lahko ta njegov koncept obogatili oziroma bi naredili več za skupno dobro. Ne? In ko govorimo o šoli, večkrat pomislimo, da je šola napor za učence. Vsaj starši običajno tako gledamo in potem še pristavimo, da je napor tudi za starše. Vem pa, da si ti se v teh dneh pred šolo veliko srečeval z učitelji in verjetno je šola napor tudi zanje, pa poseben izziv. Kako si ti doživel ta srečanja? Ja, ta srečanja so bila tudi zame napor, predvsem, ker srečanje z učitelji velenjskih osnovnih šol ni bil takšen napor, ker je bil na enem kmečkem turizmu z učitelji osnovnih pa srednjih šol, ki je potekalo v telovadnici prve osnovne šole v Celju, pa je bil napor, zato ker sem imel pred sabo približno 1000 učiteljev in za moje možgančke, recimo poškodovane po možganski kapi, je taka množica po svoje res napor, zato ker je to množica. Jaz imam pa rad osebno, da zaznam človeka, ne, in v takšni množici, ampak ne, to je tudi napor učiteljev. Ne. Učitelj stopi v razred in ima kar naenkrat pred sabo ne vem koliko učencev, 20 učencev, 20 zgodb, 20 tistih, kateri mora posredovati neko snov. Ti učenci so pa raznoliki, vsak svojo zgodbo, vsakim svojim talentom, vsak svojim zanimanjem. In potem ima 5 minut pauze in se sreča z drugo skupino in potem se sreča s tretjo skupino po 5 minutah pauze. To je zame eno posebno herojsko dejanje. In ja, je tudi za učitelje napor in svoje razmišljanje v Celju sem vsaj začel, da upam, da so se okrepili in upam, da vedo, na kakšen način se bodo vsak dan sprostili, umirili in našli tisto, bi rekel, ravnovesje, tisto opolnomočenje, s katerim bodo imeli moč naslednji dan zopet stopiti pred učence, posredovati neko snov skupini, od katerih je, kot sem rekel, posamezni interes ali pa ga tudi ni, ne, posamezni napor. Tako da, ja, ves poklon učiteljem, ves poklon staršem, ne, ves poklon tudi potem seveda otrokom, ne, ampak res tu bo potrebno tudi glede koncepta odnosa do učiteljev in odnosa do staršev še temeljito premleti, ne, kajti ti koncepti so sedaj res marsikdaj izjemno zahtevni, izjemno naporni. Ko opazujem recimo tukaj starše v Lučah ali pa Solčavi, koliko napora vlagajo, še posebej, če so dodatne dejavnosti ali v Velenju ali v glasbeni šoli v Nazarjah. Ne, to niso enostavne stvari, ob tem, da so starši redno vpeti v svoje obveznosti, da so res to izjemni napori, ki izpijajo. In zato je, ko delamo načrt, ko delamo urnik, ne, in vemo, ja, v ponedeljek bo treba to, pa to, je potrebno vedeti tudi v dnevu, kdaj, kako in kje se bom okrepil. Kje bom prišel k sebi. Ne. Mogoče potrebuješ, ko priješ iz službe, pol ure, da si date mir, preden sedete za mizo, da greš na vrt, ne vem na kakšen način. Ampak jaz vem, da imam hlev, vi poštudirate, kakšen je vaš način, da boste zmogli, da ne boste pregoreli, da boste lahko ustvarjalno preživeli to obdobje, ki je vsekakor zahtevno. Ampak to je pač ta čas, ki se mu ne moremo izogniti, ki na nek način prinaša tudi določena vedenja,
Živimo pač v takšni civilizaciji, kot trenutno je pa fino, da budimo že razmislek v smeri, kako ravnati, da bi bilo človeku bolj, bi rekel, prijazno do posameznih, tako učiteljev kot staršev, kot tudi do otrok. Ne. Jaz sem potem seveda razmišljal predvsem o vlogi otrok, predvsem v smeri, da nismo vsi za vse. Ne. Vsak otrok je dar zase, ima koktejl njemu danih inteligenc, kot smo že razmišljali, pride pa v eno shemo, v kateri mora zvoziti, ne, vse v procesu osnovnega izobraževanja. To so vprašanja, ali je dovolj posamezni otrok potem glede na to vrednoten, ali pa ga ta sistem nekaj podceni, ker druge povzdigne. Preprosto zato, ker imajo darove na tistem področju, ki jih ocenimo, ki jih posledično lahko rečemo ocenimo in jih bomo marsikdaj tudi potem finančno bolj ovrednotili v poklicu, ki ga bodo upravljali. Ampak se rojevajo pa tudi umetniki, se rojevajo otroci s posebnimi potrebami, ki srčijo, ki žlahtnijo, ki plemenitijo naš čas in prostor. In tistim, ravno zdaj imam primer ene deklice, ne, ki obupuje, je izjemen talent na področju likovne ustvarjalnosti, matematika je pa preprosto ne gre. In zdaj ta deklica trpi, ker pač mature ni naredila in to so strašne stiske. Ne. Ali dušimo življenje, ali pa ga budimo, oziroma ali smo dovolj pozorni, da ne bi zadušili tiste, ki v ocenjevalni shemi pač ne ustrezajo, da bi bili pravično ovrednoteni. Sam sem povedal tudi primer moje profesorice, gospe Jelke Tovornikove, prvi letnik srednje šole. Na začetku je vprašala, ko smo prišli v srednjo šolo, kdo med vami je imel oceno pri slovenščini odlično. In sem edini dvignil roke in je rekla, ja, bova zelo osamljena. In sem bil potem res zelo osamljen, ker sem imel 3 šuse takoj, poudarjeni in nepoudarjeni zlogi. Profesorica je videla, da pač kot dislektik, takrat se še o tem ni dogovorilo, področje poudarjenih in nepoudarjenih zlogov, pač moji možgani niso tega obvladali in je videla, da delam, ampak da ne zmorem. In si na 3 čiste cveke izmislila petico, da me je rešila. In ko sem potem kasneje na slovenistiki doktoriral, ne, torej edino pri slovenščini sem imel takšne težave, ne, ker geniji so ponavadi ljudje za napako. Ker misel ne more iti po utečeni smeri, potem pač išče obvoznice in obvoznica je odkritje. Ne. In ko sem doktoriral, sem šel prižgati svečko k Mariji v zahvalo za profesor Tovorniku. In še danes sem mi neizmerno hvaležen, ker ni bila samo strokovnjak svojega področja, ampak je bila pedagog. In tisti, ki niso pedagogi, ne bi smeli stopiti v razred. Tudi, če so še tako strokovno podkovani na področju, ki ga poučujejo. Kajti prvo je odnos do otroka. Ne. Otrok, vem, ni enostavno, otrok pride svojo zgodbo, so problematične situacije, ampak glejte, bom preprosto rekel, na področju izobraževanja se bo treba skupaj usesti in marsikaj premisliti. Ne. Mislim, da je tukaj toliko zagonetk, ki niso dopustne, ker dušijo življenje posameznega otroka, posledično obremenjujejo starši naredijo dodatni pritisk na otroka. To so koncepti, ki ne vrednotijo dovolj, v konceptu, ki ne vrednoti dovolj posameznika v njegovi izvirnosti, v njegovi nadarjenosti. To, kar zmoreš, moraš, to, kar ne zmoreš, pa je potrebno tudi uvideti in tam otroka podpreti, da bo pač določene oblike izobraževanja zmogel preživeti, ne da bo poškodovan in ne da bo zadušen. Ker poznam pa tudi otroke, ki so danes odrasli zapiti, ker jih je sistem sam zadušil. To pa je nedopustno. In kakšna naj bo želja ravno to? Spremljati vse. Ja, tudi najprej je treba biti globoko naklonjen do staršev,
potem globoko naklonjen do učiteljev, kajti samo tisti, ki doživijo sprejetost, ki so opogumljeni, bodo lažje opogumljali in sprejemali otroke, s katerimi se srečujejo. Najprej je potrebna pozornost do tistih, katerim so otroci zaupani, ne? Kajti šele tako bodo oni imeli moč pozornost potem tudi dajati naprej. In res podpreti se, to mi je vedno takšen primer, ki ga ne morem pozabiti, ne, ko je prišla ena mamica na govorilne ure k svoji sicer prijateljici, drugače pa učiteljici otroka, in je ta mamica že vedela, da ni vse tako, kot naj bi bilo briljantno, pač otrok je na nekem področju bil šibek, ampak ko je prišla vsa zmozgana iz službe k tej svoji kolegici, učiteljici, jo je prosila, je rekla, prosim te lepo, povej mi najprej nekaj lepega o mojem otroku, da bom zmogla sprejeti tisto, kar je pa zahtevno. Ne? In vidite, to je ta pristop. Pristopimo najprej spodbojevalno, ne z negativizmom, ne z tistim, kar drugega obremeni, ampak gledajte, starši so utrujeni, so nemočni, pogosto učitelji so zmozgani, so preutrujeni. Ne? Najprej pristopimo, pa si rečemo, hvala, ker se trudi z mojim otrokom, hvala, ker ste prišli, vem, da ste zmaterani, poglejte, vaš otrok je, kaj vem, je prijazen. Ne? Se lahko povem še en vic? Lahko, ja. seveda. Je poklicala, ni vic, ker je bilo resnično, je poklicala profesorica starša, oče je šel na govorilno uro, in učiteljica je rekla, poglejte, ta vaš otrok ima pri tem mojem predmetu slabe ocene. Pa je rekel oče, ali je moj otrok spoštljiv v razredu? Rekla, je spoštljiv. A je sočuten do sošolcih? Je rekla, zelo je sočuten do sošolcih. Ja, ampak tukaj pri tem predmetu ima pa, rekel, veste, tam, ker je on odličen, ker je sočuten, ker je dobro vzgojen, to je moje delo. Če ima pa slabo oceno, to je pa vaše delo. Ne? In to ne bi smeli učitelji nikoli pozabiti. Posebej tisti, ki se izživljajo za ocenami, ker poznam tudi takšne. Ker ko dobiš moč in s tvojo močjo dejansko obvladuješ sceno, je to nedopustno in je skrajno nepedagoško. Vrednota je, če je otrok sočuten, vrednota je, če je otrok sodelujoč, ko pa vidiš, recimo, če dela, ne, večkrat rečem tudi staršem, če dobi otrok odlično oceno, pa veš, da se ni učil, pojdi v šolo in povej učiteljici, ni se učil, dajte mu tako, da bo vlagal v napor za dosego dobrega cilja. Če pa tvoj otrok se uči, pa vidiš, da ne zmore, pa prav tako pojdi v šolo in povej, moj otrok je na tem področju šibek, kaj bomo storili, da mu bomo pomagali premostiti dejansko to področje nemoči, da ne bo zaradi, poudarjenih in nepoudarjenih zlogov končana njegova izobraževalna kariera, oziroma mu bo odvzeta samozavest, da je sposoben, da zmore, da mu bo v življenju uspelo, če vlaga v to tudi trud in napor. Ne. To je potrebno, veste, res si stati ob strani z razumevanjem, sočutjem. Sistem pa trenutno je takšen, kot je. Jaz ga ocenjujem, ta sistem trenutno za zelo nizko oceno. Če bi rekel, prej sem omenil Tomaža Akvinskega, srednji vek, če bi bil mračen, potem je vsekakor trenutno pod mrakom, oziroma je ta mrak temnejši in je zelo, zelo dobro, da končno posije sonce, ki bo osvetlilo tisto, kar bo omogočilo žlahtni razvoj sleherniku. Ker če to je prinesel dokumentarec ABC, da govori, da je 98% otrok visoko nadarjenih, ne, seveda vsak z njemu danimi inteligencami, ker ni samo racionalna, za srečo je pomembna srčna, socialna, čustvena, potem je nedopustno, da na koncu pa kot visoko nadarjene ta sistem prizna samo 2%. Že to kaže, da bo treba vzeti marsikaj v premislek, oziroma da bo potrebno postaviti koncept izobraževanja zopet v tisti smeri, ki bo omogočal zdrav, polnovreden razvoj slehernika. Ne pa samo peščici izbrancev, ki se lahko hvalijo, da so pametni, ampak pamet brez srca je problematična. Pamet brez občutka do sočloveka, socialne inteligence je problematična. Pamet brez občutka za estetiko, estetske inteligence je problematična. Pamet brez intuitivne inteligence je pa zaslepljena.
In s tem zaključimo, pravzaprav ne čisto s tem, povabimo tudi še na začetek našega šolskega leta, Univerze za tretje življenjsko obdobje, ki je pa nekako najbolj svobodna in najbolj široka. In začenjamo v torek 13. septembra ob 9. zjutraj in se vidimo. No, povej, kdo pride s tabo? Ja, prideva z Adijem Smolarjem in se veselim tega srečanja. Z Adijem sva prijatelja. Je mož, ki dobro razmišlja, ne? Če povem anekdoto, ko je nastajala komuna na Razborju pod Liso in je prišel Adi na dobrodelni koncert, da smo lažje uredili te prostore, so mi potem, ker Adi zapoje, pa pove, ne? So mi potem rekli, mladi na Razborju, so rekli, veš Karl, ampak Adi nam je več povedal v tistem, kar je med pesmi povedal, kot pa ti v svojih pridigah, ne? Tako da res Adi je mož dodane vrednosti, ki mu je vredno prisluhniti, ampak zopet na njegovem področju, ne? Na njegove inteligencije. Ne? Mislim, da Adi tudi ni končal fakultete, ampak tako kot zna on razmišljati in ko zna on peti, s temi svojimi inteligencami pa bogati slovenski prostor. In slehernik, ni ga med nami, ki ne bi na svoj način lahko fantastično bogatil slovenski prostor, samo koncept izobraževanja mora to omogočiti. Torej, če je kdo danes v izzivu, je koncept izobraževanja. Ta ima trenutno pri meni najnižjo oceno. In pridete v Šmarje. Se vidimo. Se vidimo. Srečno.